Dobar dan. Kot direktorici Mađarskega kulturnega inštituta mi je vedno veliko veselje, ko v naši galeriji postavimo na ogled razstavo, ki poleg visoke umetniške vrednosti odraža tudi sodelovanje med slovenskimi in mađarskimi umetniki. Razstava V ognju rojeni, ki jo prirejamo v sodelovanju z galerijo Muzejem Lendava, ne obeležuje le 15. obletnice simpozija Odlivanja v bron, temveč služi predstavitvi umetnikov slovenske, mađarske in umetnikov drugih narodnosti. Seveda pa moram poudariti, da je to sodelovanje za nas izjemnega pomena. Od odprtja Balaševega inštituta, sedaj že Mađarskega kulturnega inštituta, smo z galerijo Muzejem Lendava v preteklosti že sodelovali, kar si štejemo v veliko čast. Kajti galerija Muzej je nedvomno eno najpomembnejših umetniških središč v Sloveniji. Ne samo zaradi razstav priznanih mednarodnih umetnikov, ki jih galerija Muzej prireja, temveč tudi zato, ker je z umetniško kolonijo ustvarila živo skupnost sodobnih umetnikov. Pričujoča razstava vključuje dela mađarskih in slovenskih umetnikov, ki so obiskali lendavsko umetniško kolonijo. Z deli mnogih ste se že srečali obiskovalci našega inštituta, na primer z umetninami kiparja Ferenca Kiraja in Metoda Frilca. Prepričana sem, da bo tudi tokratna razstava pritegnila pozornost občinstva. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci razstave. Zgodovina mednarodne likovne kolonije v Lendavi sega v daljnje leto 1973, ko se je v njenem sklopu na Lendavskem gradu zbrala prva skupina umetnikov. V katalogu te prve kolonije je pesnik in publicist Šandor Sunjok povzel njene cilje, izmed katerih izpostavljam dva. Prvič, domačinom omogočati neposreden stik z umetnostjo in drugič, iz del, ki nastanejo na kolonijah, ustanoviti galerijo ali oblikovati stavno razstavo. Temeljno muzejsko načelo zbiranja in predstavljanja likovnih del kot cilj zagotovo ni naključje, saj je v tistem obdobju nastajala tudi sama ustanova Galerija Muzej Lendava. Tako sta zgodovini mednarodne likovne kolonije in galerije muzeja praktično neločljivi. Kolonijo je od samega začetka odlikoval mednarodni značaj, ki se je obdržal tudi po uvedbi odlivanja v bron leta 2005. Udeleženci prihajajo iz Slovenije in iz drugih držav. Obmejna lega Lendave in dejstvo, da tam živijo pripadniki večinskega slovenskega naroda in mađarske narodne skupnosti, sta prejudicirala različne možnosti sodelovanja med slovenskim in mađarskim ustvarjalci. Geografska bližina Hrvaške in Avstrije že kar nekaj časa ponuja širitev horizonta v ti dve smeri. Glede na to, da so razdalje z leti postale čedalje manjše, so le nekaj ur vožnje oddaljene tudi druge države, na primer Italija in Srbija. 100 ljudi, 100 čudi, pravi pregovor, ki ga lahko ob tej priložnosti aktualiziramo kot 100 umetnikov, 100 umetnin. Saj vsaka umetnina v 15 letih simpozija Odlivanja v bron kaže skorajda povsem drugačne lastnosti. To nas je vodilo tudi pri izboru del tukajšnje razstave, saj smo z razstavljenimi 30 plastikami želeli ilustrirati raznolikost celotne zbirke. Ta pestrost onemogoča enako oziroma skupno obravnavo vseh del zbirke, tako glede oblikovanih kot tudi slogovnih značilnosti in tudi same motivike, saj sodelujoči umetniki pri svojem ustvarjanju nikoli niso bili omejeni s postavljenimi kriteriji ali pogoji. Kljub temu dela iz zbirke glede tematike razdelimo na dve večji skupini, na figurativne in non-figurativne stvaritve. Skupino figurativnih kipov lahko na podlagi upodobljenih motivov delimo še na dodatne podskupine, tako lahko govorimo o človeških, živalskih oblikah in upodobitvah raznih neživih predmetov. Razstava z naslovom V ognju rojeni prikazuje izbor umetniških del iz stalne zbirke bronastih skulptur v Lendavski galeriji in je nastala ob 15. obletnici simpozija Odlivanja v bron. Namen razstave je ljubljanskemu občinstvu predstaviti nastalo zbirko in posredno mednarodno likovno kolonijo. Pri izboru nas je vodilo, da naj bo vsako leto zastopano vsaj z enim umetniškim delom in da zajamemo čim več na koloniji sodelujočih umetnikov.
Lendavska likovna kolonija z odlivanjem v bron ni edinstvena le na državni ravni, ampak tudi širše, saj je v širši regiji le malo likovnih kolonij, v sklopu katerih se ukvarjajo tudi z odlivanjem v bron. Razstava na podstrešju Lendavskega gradu je tako vsako leto bogatejša in velja za unikatno mednarodno zbirko male plastike iz brona. Spoštovani ljubitelji umetnosti, četudi leži mestece Lendava na obrobju naše države, se lahko kljub majhnosti in oddaljenosti od slovenske prestolnice pohvali z izjemno bogato kulturno in umetniško tradicijo, katere del je tudi likovna kolonija in v sklopu te simpozij odlivanja v bron. Upam, da vas bo tukajšnji izbor navdušil in se boste podali v Lendavo, da si poleg tu razstavljenih bronastih skulptur ogledate tudi ostale v našem muzeju oziroma druge zbirke. Lepo vabljeni. Želim vam doživeti ogled razstave. Prisrčno pozdravljeni ljubitelji likovne umetnosti. Prihajamo iz najbolj severovzhodne Slovenije, tik ob madžarski in hrvaški meji. Moram reči, da Lendava ima izredno zanimivo, bogato in bujno likovno zgodovino. Sem eden izmed organizatorjev teh mednarodnih dejavnosti. Lahko rečem, da danes je druga najstarejša mednarodna likovna kolonija v slovenskem prostoru in smo izredno raznoliki, heterogeni v tem smislu, od slikarstva, grafike, keramike, da ne govorimo o monumentalnih skulpturah, ki smo klesali v granitu in marmorju in nenazadnje že 16. leto se ukvarjamo z odlivanjem v bron. Danes imamo v Lendavski galeriji eno najbolj bogato, najbolj dragoceno zbirko male plastike v bronu. Saj vemo, da v preteklosti, že v renesansi, najmanj 3 ekipi ali odlitki so bili original. Žal danes te reference so malo drugačne. Moram reči, da Lendava kot majhno, tudi turistično obmejno mesto razpolaga z čudovito tradicijo na področju likovne umetnosti in nenazadnje seveda imamo več kot 25 različnih likovnih ustvarjalcev v našem področju. Tako mladi in tudi starejši umetniki, ki žive med nami ali daleč, seveda radi se vračajo v svoj rodni kraj. Ko prestopite prag Lendavskega gradu in sprehodite po razstavnih prostorih, boste pač našli, kaj je naša ekipa v preteklosti, v 48 letih pravzaprav so dali na mizo. Moram reči, da razstavni prostor je nekaj posebnega na Lendavskem gradu. Ta čudovita podstrešna galerija z mansardno streho daje en poseben doživljaj vsakemu obiskovalcu. Seveda, izredno pomembno, kako naprej. To je konkretno vprašanje. In sem prepričan, da trenutna mlada generacija, ki odlično ovlada celotno dogajanje na Lendavskem gradu in širše, pač ima vse možnosti, da vsako leto preseneča z novitetami seveda vse obiskovalce, ki prestopijo prag Lendavskega gradu. Sem mnenja, da tudi Ljubljana danes lahko sprejme in občuduje te ustvaritve v mali plastiki v bronu, saj ta žlahtna kovina tako v preteklosti in tudi današnjosti vedno je bila izredno cenjena na področju kiparstva. Imejte se lepo, uživajte v tem prostoru. Hvala lepa. Spoštovani, lepo pozdravljeni na
današnji otvoriti razstave z naslovom Rojeni v ognju. Skupaj z Madžarskim kulturnim inštitutom smo pripravili pričujočo razstavo in to je sedaj drugič, da sodelujemo skupaj in upam, da bomo tudi nadalje sodelovali tako odlično, kot smo to storili sedaj. Pravzaprav Galerija Muzej Lendava je stacionirana na Lendavskem gradu. Delujemo že od leta 1973, kjer je v bistvu naše poslanstvo, da skrbimo za kulturno dediščino občine Lendava in nenazadnje tudi likovna kolonija, ki je prav tako formirana od leta 1973, deluje vse do današnjega dne. Pravkar smo tudi zaključili 48. likovno kolonijo in čez 2 leti praznujemo naš 50. jubilej. Seveda čas beži in tako tudi likovna kolonija, ki se v bistvu odvija v Lendavi že vsa ta leta, ki se je tudi v teh letih formirala iz slikarske kolonije v kiparsko in v zadnjih 16 letih je naša specialiteta odlivanje v bron. To je unikatna kolonija, nekaj takega v Sloveniji ne obstaja in plod teh kolonij, ki smo jih v teh letih priredili, je viden na podstrešju Lendavskega gradu, kamor tudi vabim vsakega zainteresiranega, ki bi si lahko tudi to delo kolonije rad ogledal v živo, da to stori in nas obišče na Lendavskem gradu. Vsem skupaj želim prijeten večer in seveda prijetno druženje ob ogledu nocojšnje razstave. Hvala lepa.